Dober večer in prisrčen pozdrav vsem navzočim in z nami povezanim slušateljem Teološke akademije. Najprej je morda na mestu pojasnilo glede naslova nocojšnjega predavanja Katoliško upanje. Takšen je bil prvotni predlog tistih, ki so načrtovali teme. Seveda nam mora biti od vsega začetka jasno, da ni nekakšnega posebnega katoliškega, konfesionalnega upanja, ampak obstaja eno samo, na Kristusu in njegovem vstajenju utemeljeno upanje, torej krščansko upanje. V nekem smislu pa upanje smemo imenovati katoliško, namreč v pomenu vesoljno, vseobsegajoče, vsem podarjeno in omogočeno. Podobno kot izraz katoliška cerkev ne pomeni konfesionalne skupnosti, ampak vesoljno cerkev, vse od Ignacija Antiohijskega dalje. Teologija obravnava tematiko upanja znotraj dogmatike pri predmetu o božjih krepostih ali teoloških krepostih. To so vera, upanje in ljubezen. Božje kreposti se tako imenujejo zato, ker je njihov predmet in cilj edino le Bog, ki je edini vreden vse naše vere, vsega našega upanja, vse ljubezni, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, kot naroča Jezus. Nihče razen Boga in nobena stvar ne more biti v istem pomenu predmet in cilj naše vere, upanja in ljubezni. Upanje pa je tudi tematika eshatologije, to je nauka o poslednjih rečeh ali drugače o dovršitvi sveta in človeka. O tem je pri nas zelo tehtno pisal pokojni profesor dr. Ciril Sorč v knjigi Prihodnost sveta in človeka. Izčrpno eshatologijo je v 70. letih napisal tudi tržaški duhovnik in teolog Jakob Ukmar, znan predvsem kot bojevnik za narodne pravice slovenske manjšine v času fašizma. Nekaj posebnega in zares odličnega pa je delo Smer Nova zemlja izpod peresa Alojza Rebule, še enega zamejskega pisatelja, filozofa in teologa v najboljšem pomenu te besede. O upanju imamo pri nas tudi tehtna besedila božjega služabnika, profesorja Antona Strleta. Cele generacije je predaval dogmatiko na tej fakulteti. Tudi na njegova razmišljanja se opiram v tem predavanju. Strle je prevedel tudi nekatera temeljna tuja teološka dela, med drugim skupaj s profesorjem dr. Antonom Štrukljom, delo Jozefa Ratzingerja Eshatologija. Najodličnejše besedilo na temo upanja pa je vsekakor okrožnica papeža Benedikta XVI. Jozefa Ratzingerja Rešeni v upanju. Cerkveni dokumenti številka 118, ki jo zelo priporočam v branje. Upanje je v 20. in 21. stoletju postalo osrednja tema teologije. Papež Frančišek je želel, da bi v svetem letu 25 razmišljali o tem, da moramo kristjani ohranjati plamen upanja, ki nam je bil podarjen. Jubilej naj bi ustvaril ozračje upanja in zaupanja, zato je zanj izbral geslo Romarji upanja. Papež se v svojih nagovorih stalno vrača k tej temi. Nedavno je takole opisal namen jubileja. Priče smo neznanskemu trpljenju, ki povzroča obup ne le pri ljudeh, ki ga doživljajo, ampak v vsej družbi.
Mladi ljudje, namesto da bi sanjali o boljši prihodnosti, se čutijo nemočne in frustrirane. Zdi se, da se tema v tem svetu vse bolj širi. Ob pogledu na vse to pa prinaša sveto leto oznanilo, da Bog nikoli ne zapusti svojega ljudstva in ima vedno odprta vrata svojega kraljestva. Spričo tolikšnega trpljenja, ki smo mu priče v svetu, od vojn do bolezni, od nesporazumov do osamljenosti in revščine, je jubilej tista orientacijska in oporna točka, ob kateri lahko spet najdemo in okrepimo upanje, ki ga mi vsi tako globoko potrebujemo. Konec navedka. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin pa je pred začetkom svetega leta zapisal: dogodki preteklih let in zadnjih mesecev so cerkev primorali, da svoj pogled usmeri v krepost upanja, ki skupaj z božjo krepostjo vere in ljubezni predstavlja temelj krščanskega življenja. Aktualnost teologije upanja. Najprej si prikličemo v spomin nekatere razloge, zakaj je danes tako naraslo zanimanje za vprašanje, ki se tičejo upanja. Po krščanskem pojmovanju je vera po svojem bistvu naravnanost naprej. Takšna naravnanost, ki na tem svetu nikdar ne pride do svojega konca in cilja. Že iz tega je jasno, da tema upanja ne more biti tuja teologiji, ki je metodično razmišljanje o vsebini krščanskega verovanja. Upanje je v teologiji v zadnjih desetletjih dobilo neprimerno več mesta kakor prej. Evangeličanski teolog, že pokojni, Jürgen Moltmann, ki je največ pisal o teologiji upanja, pravi: edini resnični problem krščanske teologije je problem prihodnosti. S tem pa tudi problem upanja na tisto prihodnost, ki se je za človeštvo začela z obuditvijo Jezusa iz Nazareta od mrtvih in bo našla svojo dovršitev v drugem Kristusovem prihodu. Konec navedka. Pobuda za to, da je v teologiji vidik prihodnosti vedno bolj v ospredju, je med drugim izjemen in hiter napredek znanosti, tehnike in digitalizacije. Človek v predindustrijski dobi je živel v statičnem svetu in je bil obrnjen bolj nazaj, danes pa gleda v prihodnost. Potem je v 70. letih v svoji knjigi Hoja za človekom pisal naš veliki psiholog, filozof in teolog, dr. Anton Trstenjak, ki sem ga imel srečo poslušati. Naj navedem nekaj njegovih misli iz te dragocene knjige Hoja za človekom. Moram dodati tu, da me je branje te knjige ob koncu osnovne šole kar precej nagnilo tudi k moji odločitvi za duhovniški poklic. Takole piše Trstenjak: človeka ne moremo nikoli razumeti v vsej globini, če ga gledamo samo v statičnem, sedanjem položaju. Prav ga razumemo šele iz njegove prihodnosti. Človek ni samo to, kar je, temveč tudi to, kar še ni. Krščanstvo je edinstven svetovni nazor, kjer je človek v vednem pričakovanju. Človekovo bistveno občutje ni v gnusu, kot bi rekel Jean-Paul Sartre, ni samo v skrbi, kot bi rekel Heidegger, ni v biti za smrt, kot pravi Kierkegaard, ampak je pričakovanje v upanju. Zato je upanje specifično človeško čustvo, s katerim se človek odlikuje pred vsako stvarjo na zemlji. To čustvo ga bistveno razlikuje od vsakega živalskega,
občutja in čustvovanja. Ta razsežnost je v živalskem svetu docela odsotna. V tem se človek razodeva kot ekstatično bitje, ki nima svojega težišča in izpolnitve v sedanjosti, marveč v prihodnosti. Ekstaza pomeni ravno izstop iz sebe. Razodeva se njegova transcendentnost, to je seganje in hrepenenje onstran, in njegova ekstatičnost. Človeško upanje se na zemlji nikoli do konca ne izpolni. Človeški otrok pride na svet z jokom, z grenkim vzdihom na ustih in še z grenkejšim izdihom zatisne oči ob koncu svojega potovanja. Tako psiholog in filozof Anton Trstenjak. Veliki Pascal pa je zapisal: ljudje smo bitja, ki sami sebe neskončno presegamo. Pri Baziliju Velikem, cerkvenem očetu, pa beremo: kdor se steguje za tem, kar je pred njim, postaja mlajši od samega sebe. Če se torej človek z usmerjenostjo v prihodnost pomlajuje in postaja mlajši od samega sebe, potem seveda neha šteti leta za sabo in se ta vedno bolj krčijo. Biti mlad je vzrok upanja, kajti mladost ima veliko prihodnost, a malo preteklost, pravi Tomaž Akvinski. Čim jasneje človek upa, tem bolj je človek, pa je zapisal Ladislav Boroš, ki je misel povzel po Ernstu Blochu. V omenjenem naglem razvoju se je v zadnjih desetletjih z vso ostrino pojavilo spoznanje zunanjih in notranjih meja človeškega napredka in razvoja, znanosti in tehnike in sploh človeškega načrtovanja. To je nekaj, kar postavlja pod vprašaj nekdanja vse preveč optimistična pričakovanja in prebujajo se tiste temne slutnje, ki so navdihnile že Friedricha Nietzscheja, ko na primer pravi: usmrtili smo Boga. Kaj smo storili, ko smo to zemljo odtrgali od njenega sonca stran? Kam se sedaj giblje? Kam se gibljemo mi? Ali ne blodimo skozi neskončni nič? Ali ne veje na nas dih praznega prostora? Ali ne veje od vsepovsod hlad? Ali ne prihaja neprenehoma noč in vedno bolj noč? Kako naj se potolažimo? Najsvetejše in najmogočnejše, kar je doslej imel svet, je izkrvavelo pod našim nožem. Nietzsche, prerok smrti Boga. Te temne slutnje izzivajo tako neverne ljudi, kakor tudi nas, kristjane, da do njih zavzamemo stališča. Gre za vprašanje, ali ne vodi nekritično in slepo sprejeto posvetno ali sekularizirano verovanje v neomejeni napredek sveta danes v slepo ulico. Sredi 20. stoletja smo brali futurološke knjige, ki so z zanosnim optimizmom opisovale položaj sveta v letu 2000. Ljudje so sanjali o tehničnem in gospodarskem raju, ki da bo vedno lepši in vedno srečujoč. Danes se pišejo vse drugačne knjige, odraz zelo drugačne zavesti. V 80. letih prejšnjega stoletja je v Rimu poseben klub obravnaval vprašanje o položaju človeštva in nato izdal knjigo z naslovom Meje rasti. Pomenljiv naslov. Strokovnjaki, ki preučujejo klimatske razmere, pišejo knjige in poročila o tem, kako rešiti našo zemljo. Končuje se nekritično verovanje v materialni napredek. Živimo v svetu, ki so mu postavljene meje. Te meje dosegamo že v naši generaciji. Zelo so občutne.
Pomislimo na primer na pomanjkanje surovin in na onesnaženo okolje. Vprašujemo se, kakšno ceno bo treba plačati za neomejeno materialno rast. Prisiljeno smo vzeti na znanje omejenost planeta, na katerem prebivamo. Neki naš ekolog in mislec je to dilemo jedrnato opisal z besedami: ker je naš planet omejen, je ideja o neprestani rasti protislovna, je naravnost samomorilna norost. Omenjenim zunanjim mejam, na katere je zadelo človeštvo v svojih naporih za boljšo prihodnost, se pridružujejo še notranje meje. Nemška pedagoginja Krista Mewes na primer pravi: narode zahodnega sveta ogroža duševno obolenje, ki je toliko nevarnejše, ker glede svoje razširjenosti niti nima diagnoza, niti ni poznano. Ta kuki podobna nevarnost se imenuje nevrotična zanemarjenost in opustošenost. Konec navedka. In Krista Mewes omenja kot nevrotične simptome med drugim nesposobnost vzdržati v kakšnem težjem položaju, bistveno zmanjšanje pripravljenosti na žrtve, neomejeno hlepenje po intenzivnih čutnih užitkih, ki se javlja na primer v narkomaniji, hlepenje po oblasti in nasilju in tako naprej. Dr. Manfred Spitzer, eden najpomembnejših nemških raziskovalcev delovanja možganov in avtor več knjižnih uspešnic, tudi avtor svetovne uspešnice Digitalna demenca. Pri nas je izšla njegova knjiga Epidemija pametnih telefonov, v kateri na osnovi znanstvenih raziskav izpostavlja negativne učinke nebrzdane uporabe pametnih telefonov za družbo, še zlasti za otroke in mladino. Med drugim omenja drastično pešanje sposobnosti mladih ljudi, da se osredotočijo, koncentrirajo na branje, na študij, ker jih vsakih 5 ali 10 minut telefon raztrese in potegne v stran. Današnji položaj je v mnogih ljudeh prebudil krizo upanja, utemeljenega na zgolj človeških storitvah in načrtovanjih. Številni misleci opozarjajo, da današnji položaj zahteva predrugačenje pojmovanja o napredku. Predvsem mora pojem kvalitete dobiti več pomembnosti in upoštevanja v primerjavi s kvantitativnimi merili blaginje. Vzporedno s tem pa se odpirajo tudi velika prostrana obzorja upanja na absolutno prihodnost, ki nam jih odkriva Božje razodetje, na katerega se opira krščanstvo. Temelj in cilj upanja, ki ne osramoti. Vprašajmo se najprej, na čem temelji krščansko upanje, potem pa kaj je njegov cilj. Temelj upanja. Na čem torej temelji krščansko prepričanje, da človeško življenje kljub temu vsemu trpljenju in kljub neizbežni smrti nikakor ni brezperspektivno, ni brezupno sizifovstvo, ni mučno porivanje skale proti vrhu strme gore, da bo potem spet zgrmela v brezno absurda. Ta temelj je Kristusovo vstajenje, ki nam odkriva ne le to, da je v Kristusu Bog sam stopil v človeško zgodovino. Vstali Kristus je namreč oživljajoči duh za človeštvo in obenem prva celica poveličanega stvarstva, novih nebes in nove zemlje. Smer, nova zemlja, pravi Rebula. Pomislimo samo, da so sredi vsesplošnega propadanja družbe pred 2000 leti prvi kristjani
apostoli in njihovi učenci zgradili cerkev, ki je po 2000 letih kot najstarejša družba na svetu še vedno živa. Da so prinesli nauk, ki je natančno določen, plodovit in sposoben pametnega razvoja, torej prilagajanja brez izgube substance. Pa tudi moralo, ki je trdna, zdrava in splošno veljavna. Nikdar bi se kaj takega ne bilo zgodilo, če bi Jezus iz Nazareta, na katerega so se kristjani neprestano sklicevali in vse na njem utemeljevali, ne bil vstal od mrtvih. Če bi bil Kristus le umrl na križu in ne bi tudi vstal kot poveličan in neumrljiv, in če bi Jezusovi učenci ne bili o njegovem poveličanju popolnoma prepričani, potem bi bilo vse njegovo delo in učenje neizbežno zapisano popolnemu polomu. V tem primeru ne bi nič pomagala izredna in nadvse vzvišena Kristusova osebnost skupaj z njegovim naukom, na genialnega sanjača in zanesenca, ki je končal kot nič vreden zločinec na vislicah križa. Če bi bilo res s križem vse končano, na takega sanjača in zanesenca bi bili kmalu pozabili tudi najbližji njegovi učenci. In nihče bi ne bil za Kristusa dvignil niti svojega prsta, kakor hitro bi bilo treba za zvestobo do njega sprejemati žrtve, kakršne so čakale že takoj na prve oznanjevalce evangelija. Kvečjemu bi bil ostal kak spomin na Jezusove presenetljive misli, te bi na to kak filozof ali pesnik od časa do časa ponovil v svojih predavanjih ali knjigah, ki dosežejo le nekaj izbrancev. To pa bi bilo tudi vse. Nikakršna cerkev, nikakršna krščanska vera ne bi bila nastala in nikdar ne bi bili mogli glasovi velikonočnih zvonov milijonom in milijonom izmučenih ljudi oznanjati vesele novice. Kristus je vstal, radost živečim, pod greha bolečim, bremenom ječečim, je v srcih prižgal, kakor poje Goethe v Faustu. Kristusovo vstajenje je vrhunec božjega razodetja in temeljno dejanje odrešenja, s tem pa hkrati osnova krščanskega upanja, ki po besedah svetega Pavla, nekdanjega zakletega sovražnika kristjanov, ne osramoti, ne prevara. Kristusovo vstajenje je središčni dogodek celotne odrešenske zgodovine, dogodek, ki povzema v sebi vse krščanstvo. Kristusovo vstajenje šele odkriva pravi obraz Boga, ki je v resnici živi Bog, tako globoko, da tudi obuja od mrtvih. To je tudi temelj vsega poslanstva cerkve in vsega njenega upanja. Jezus je naznanil, da se je Božje kraljestvo z njegovim nastopom že približalo. Odločiti se za Jezusa pomeni že se odločiti za svoje večno odrešenje in za dokončno Božje kraljevanje. Odločiti se zoper Jezusa pa pomeni odločiti se zoper Božjo ponudbo odrešenja in za pogubo samega sebe. To je bila Jezusova nezaslišana trditev o samem sebi. Vemo, da so Jezusa izzivali, koga vendar sam sebe delaš? Da, koga se dela? Dela se Boga. Zato, ker to tudi je. Delam se Boga, pravi Jezus, ker to tudi sem. Takšno neznansko drzno Jezusovo prisvajanje povsem nadčloveškega položaja je po videzu sodeč z njegovo smrtjo na križu doživelo odločen preklic in popoln polom. Ko je Jezus visel pribit na križu in so ga zapustili celo apostoli, od teh pa ga je eden celo izdal,
Ali se ni tedaj nujno zdelo, da so se Jezusove nezaslišane trditve o sebi izkazale za pravo bogokletje? Če si Božji sin, stopi s križa. Saj je bil Jezus obsojen na smrt zaradi tega, ker si je ravno pripisoval Božjo vsemogočnost in odločilnost, kakršna absolutno more pripadati samo Bogu. Če bi Jezus ne bil vstal od mrtvih, bi se bil v resnici tudi v očeh svojih najbližjih učencev izkazal za največjega bogokletneža in prevaranta. Naj je bil Jezus za svoje sodobnike v svojih nastopih in delih še tako očarljiv in presenetljiv. Če bi se bilo njegovo življenje in delo res končalo na križu na Veliki petek, bi se bili prav kmalu tudi najbolj navdušeni učenci odvrnili od njega, drugače sploh ne bi bili mogli ostati zvesti Bogu. Na podlagi vstajenja je postalo vse Jezusovo življenje pred veliko nočjo pojasnjeno kot tisto poslednje razodetje Boga, katerega so skozi stoletja pričakovali Izraelci. Zato so tudi zapisi, evangeliji začeli nastajati šele po Jezusovem vstajenju, kot retrospektiva, kot pogled, kdo je vendar ta, kaj je govoril, kaj je delal, ta, ki je vstal od mrtvih. Jezusovo življenje se je izkazalo za dokončno razodetje Boga in je postalo obenem izhodišče za vero in hkrati upanje v Kristusa kot Gospoda vesoljne zgodovine. Vendar pa se bo to razodetje Boga v svoji notranji vsebini razkrilo šele z drugim Kristusovim prihodom, kot dovršitvijo zgodovine, tisto dovršitvijo, ki je bila s Kristusovim vstajenjem že anticipirana, to pomeni vnaprej izvršena. S Kristusovim vstajenjem so se poslednji časi že realno začeli, pravi drugi Vatikanski koncil. Ne vem, če se zavedamo dovolj, da živimo v poslednjih časih. Če je zgodovina človeštva drama, potem se je ista priprava ali ekspozicija, zaplet te drame začel. Potem se je razplet, katastrofa, kot pravi grška dramatika, zgodila z njegovim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. In odtlej je glede zgodovine človeštva, njene prihodnosti, ni več nobenega temeljnega dvoma. Ni več vprašanje, kako se bo končala zgodovina človeštva, slavno ali kot polomija. Tega vprašanja ni več. Kot pravi Jozef Ratzinger, svet je v Božjih rokah. To pomeni v dobrih rokah. V Jezusu je že navzoč konec in obenem dovršitev sveta. Eshatološka resničnost, eshatološki pomeni tisto, kar pride na koncu, dokončen, poslednji. Ta resničnost odrešenja, zveličanja je že prišla k nam in vsak človek, ki se odloči za Jezusa, že pripada novemu stvarstvu. S tem je dan trden in dinamično dejaven temelj krščanskega upanja na dovršeno Božje kraljestvo, upanja na neizrekljivo srečujoče občestvo pravičnosti, ljubezni in miru. Kristusovo vstajenje je zadnja in dokončna potrditev in overitev dejstva, da je v Kristusu namesto besed, ki jih je Bog govoril po svojih poslancih, po očakih in prerokih, stopila na zemljo in v zgodovino osebnostna Božja beseda sama. Zdaj je postalo jasno, da Kristus ni le govoril o Bogu, kakor nihče drug pred njim in ne za njim,
marveč da je on govorjenje Boga samega ljudem. To pomeni, da je beseda. V začetku je bila beseda. In teolog Karl Rahner je zapisal čudovito misel. Bog nam je v Kristusu, besedi, spregovoril svojo najlepšo, najglobljo, nepreklicno besedo, besedo ljubezni. In Ratzinger je nekoč povzel vse jedro, vso vsebino krščanstva v 2 stavkih, ki se glasita: človek, Bog te ljubi, Kristus je zate prišel. Kristus je torej govorjenje Boga samega ljudem. Ta človek, ki je živel od Betlehema do Kalvarije, je ves Božja beseda, logos, ki je postala eden od nas. Logos pomeni beseda, pomeni pa tudi smisel. Smisel, življenje, bivanje sveta in človeka je zaradi te besede postalo smisel. In večkrat razmišljam o tem, zakaj je možna znanost, zakaj je možno logično razmišljanje, zakaj je v stvareh, v atomih, v fiziki, v kemiji, v vseh znanostih neka logika, ki jo odkrivamo in potem zapišemo v znanstvenih knjigah. Zakaj je vse to logično? Že Einstein je rekel, največji čudež je, da so stvari razumljive, da so logične. Zakaj so logične? Zame je odgovor en sam. Zato, ker je vse nastalo po logosu. Vse je nastalo v skladu s smislom, ki je na začetku in ki bo na koncu, ki je alfa in omega, ki je prvi in poslednji. In ta logos, ta smisel ni nekaj, ampak je nekdo. Ni neka formula, ni vesoljska energija, ampak je nekdo, ki ima ime in obraz. In tu se kristjani razlikujemo od New Age-a, ki govori o nekem vesoljskem Kristusu, o prepletanju, o spreminjanju energij, o energijah, ki napolnjujejo vesolje, o tem, da je Bog pravzaprav isto, kakor vesolje samo, panteizem. Takšen panteizem pomeni, da bi bil Bog energija. Mene ne zanima energija. Mene energija ne odrešuje. Odrešuje me nekdo, ki ima obraz in ime. In njegovo ime je Jezus, Bog, ki rešuje. S Kristusovo smrtjo na križu, ki je končano z vstajenjem, je Bog izrekel človeštvu in vsemu stvarstvu svojo dokončno in nepreklicno besedo odrešenja in ljubezni. Torej besedo, ki je ne bo nikoli vzel nazaj. Kaj pomeni beseda, da Jezus sedi na Božji desnici? To pomeni, da je on kot Bog in človek poveličan večno pri očetu. Učlovečena beseda nikdar ne bo odložila svoje poveličane človeške narave, ki je enaka naši, in bo zavedno ostala realno znamenje, da se je Bog zavzel za človeka in za vse stvarstvo. Heinrich Schlier, spreobrnjenec iz protestantizma v katoliško cerkev, poudarja, nismo se mi najprej odločili za Boga, temveč Bog se je v Kristusu nepreklicno odločil za nas, le da čaka, da vsakdo izmed nas svobodno odgovori na ljubeči Božji nagovor. Ali kakor pravi sveti Avguštin, ne bi jaz iskal Boga, če me Bog ne bi že prej našel. Odločitev Boga za človeka šele omogoča našo nepreklicno odločitev za Boga.
V tem se hkrati razodeva najvišja človekova poklicanost, dvignjenost vsakega človeka k dostojanstvu brez primere in obenem veličastnost cilja, na katerega meri naše upanje. Cilj upanja. Kaj pa je tisti dokončni cilj našega eshatološkega upanja, ki daje pravo vrednost vsem našim delnim ciljem in upanjem in svojo močjo že zdaj posega v naše celotno življenje ter mu daje neustavljivo notranjo dinamiko? Slovenski pesnik Bogomil Fatur je zapisal Prešerne verze. Jaz sem ponosen na to, da razpadem v prah, monoksid in H2O. Apostolska vera, v katero je povzet in tudi cilj našega krščanskega upanja, pa govori čisto drugače. V njej izpovedujemo: verujem v vstajenje mesa in večno življenje. Razlago tega daje Drugi vatikanski koncil, iz katerega naj navedem nekaj ključnih stavkov. Seme večnosti, ki ga človek nosi v sebi in ki ga ni mogoče skrčiti zgolj na snov, se zoper smrt upira. Vsi napori tehnike, čeprav so zelo koristni, ne morejo pomiriti človekovega občutja tesnobe. Biološko podaljšanje trajanja življenja ne more utešiti tistega hrepenenja po še nadaljnjem življenju, ki ga ni mogoče odstraniti iz človekovega srca. Medtem ko pričo smrti odpove vsaka domišljija, pa cerkev, poučena po Božjem razodetju, zatrjuje, da je Bog človeka ustvaril za blaženi cilj onkraj zemeljske bednosti. Krščanska vera vrh tega uči, da bo telesna smrt, s katero bi bilo človeku prizaneseno, če bi ne bil grešil, nekoč premagana. Ko bo vsemogočni in usmiljeni odrešenik človeka znova postavil v tisto stanje odrešenosti, katerega je bil človek po svoji krivdi izgubil. Bog je namreč človeka poklical in ga kliče, naj bo s celotno svojo naravo združen v večnem občestvu neminljivega življenja. Zanimiva je ta misel. Biološko podaljšanje trajanja življenja. Vemo, da se je življenjska doba bistveno podaljšala v zadnjih 100 letih, recimo. Ampak to ne uteši hrepenenja po še nadaljnjem življenju. Kot je genialno zapisal sveti Avguštin, vse, kar mine, je prekratko. Vse, kar mine, je prekratko. Vstajenje in v polnosti prenovljeni svet, ki je torej cilj našega upanja, je v svojem jedru prešinjenost stvarstva z deležnostjo pri notranjem življenju in blaženosti Boga samega. Zato pa je v sedanjem zemeljskem življenju v tem mogoče pravzaprav le jecljati, nakazati le sled sence zarje onstranske glorije, Prešeren, in le oddaleč nekoliko osvetliti s podobami, ki so vzete iz našega izkustvenega sveta. Sveti Pavel nam to pove, ko v naslonitvi na preroka Izaija pravi: oko ni videlo in uho ni slišalo in v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog obljubil njim, ki ga ljubijo. In samo ob luči Božje milosti, z očmi srca, ki ga Bog sam razsvetli, je mogoče slutiti in nekako tudi vedeti, kakšno je upanje, v katero nas je Bog poklical, kakšno bogastvo veličastne njegove dediščine pri svetih in kako neizmerna je velikost njegove moči do nas vernikov, kakšno je delo silne njegove moči, ki ga je storil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih. Kakšna poezija je v teh besedah apostola Pavla. Izmed mnogoterih podob za svet našega vstajenja, ki nam je
s Kristusovim vstajenjem že zagotovljen, če le iskreno hočemo, nastopajo v Svetem pismu vedno znova neke temeljne podobe. Tisti dokončni vstajenski svet je orisan predvsem s podobo mesta, polisa, dalje s podobo praznične gostije in končno vsakokrat v zvezi z mestom in z gostijo s podobo ženitnine. Nedopovedljivo bogato in veličastno mesto je hkrati nevesta, Jagnetova zaročenka in praznična gostija dobiva svoj sijaj od tega, da je to ženitovanska gostija. Tu je najprej podoba mesta. Razprostrira se skozi vso staro in novo zavezo. Apostol Janez jo je v zadnji knjigi Svetega pisma razvil v vsem sijaju apokaliptičnega jezika. Videl sem sveto mesto, Novi Jeruzalem, priti z neba od Boga, pripravljeno kakor nevesta, ozaljšana za svojega ženina. Nevesta je cerkev, nevesta je nebeška cerkev, ženin je Kristus. To je mesto iz zlata in dragih kamnov, pravi Janez, mesto dovršene simetrije, somernosti, mesto, katerega svetloba in tempelj je Bog sam. Antični človek je doživljal mesto kot zmago nad barbarskim prastanjem in kot kulturno obliko svojega bivanja, kot odsotnost nevarnosti in negotovosti, ki so ogrožale naturnega človeka. Mesto je zagotavljalo varnost in urejenost in je bilo odrešenska podoba človekovega bivanja. Mesto je zmaga nad samoto in zavaruje človeka tam, kjer edino mora biti zavarovan, v občestvu z ljudmi. Mesto torej uteleša najprej predokus vnaprejšnje doživetje občestva, predokus in vnaprejšnje doživetje občestva, varnega ter obenem sproščenega življenja v občestvu. Žal je danes pojav velemest in vsega, kar velemesto s sabo prinaša, postalo pravzaprav pravo nasprotje tega reda, varnosti, medsebojnega občestva, kje je človek bolj osamljen, kakor sredi velemest. Tako da ta podoba današnjemu človeku ni več tako blizu in mu ne govori več. Neokrnjeno in nenačeto bistvo mesta, ki ga tukaj na zemlji nikdar ne najdemo in iščemo za to prihodnjega mesta, nam bo nekoč dano kot spolnjeno in dovršeno v najvišji, vse naše predstave presegajoči meri. In tedaj se bo dovršilo tudi tisto globoko občutje, ki je povezano z biti doma. Tisto občutje, da smo doma, ki človeka obide, ko se zave kot zavarovanega in ljubljenega v kraju in pri ljudeh, ki so njegova resnična domovina. Mar ni prav ta podoba mesta pomeni brez primere več, kakor pa golo upanje na blaženost neumrljive duše. Govorjenje o neumrljivi duši je sicer resnično in je tudi katoliška dogma, verska resnica, vendar nas nekako ne osvoji, ne prepriča, premalo otipljivo. Je bolj filozofsko razmišljanje, medtem ko podoba mesta, gostije, ženitovanja ima silno simbolno moč. Poleg podobe o Božjem mestu pa stoji podoba o ženitnini, torej o svadbi in o večni ženitovanski gostiji, svadbi. Spet sta obe podobi prastarega izvora in se skupaj s podobo mesta ponavljata skozi vse svetopismo. Sprejemanje hrane postane v praznični gostiji iz zgolj biološkega dogajanja živo uveljavljanje medsebojnega občestva ljudi. Človek doživlja dragocenost reči v polnosti šele v občestvu s tistimi, ki se skupaj z njim veselijo. Tu čuti prazničnost bivanja sploh.
v uri občestvene gostije to bivanje stoji pred njim, tako rekoč z odprtimi rokami, s kretnjo razsipne darežljivosti, preširnega, prekipevajočega veselja. Ta radodarnost bivanja, ki je bogato in se podarja, spada neločljivo k doživljanju gostije. Novo poglobitev ter novo živost sijaja in topline pa najde podoba gostije ob podobi ženitnine, svatbe. Tudi gostija in ženitnina imata v sedanji zemeljski stvarnosti neko dvosmiselnost, ambivalentnost in razklanost v sebi. A tudi ta razklanost nas more naučiti, da upamo na čisto bistvo tega, kar se tukaj razkriva, na resnično praznično gostijo, brez senc in na resnično svadbo, ki bo čisto veselje. To so le podobe, ki pa imajo vendarle pristno prosojnost v smeri k tistemu neizrekljivo veličastnemu cilju krščanskega upanja, ki nas bo osrečilo v vseh razsežnosti našega bivanja in bitja. Tretjič, napačno pojmovanje upanja. Morda je koristno, da omenimo še nekatere napake v pojmovanju upanja, kakršnega ima pred očmi razodetje in zato tudi teologija. Predvsem sta to individualizem in fatalizem. Najprej o individualističnem umevanju upanja. Napačno je najprej, če kdo misli, da je na tisto absolutno prihodnost, ki nam jo zagotavlja Božja obljuba, mogoče upati samo zase. Ne pa tudi za druge, nasprotno je res. Čeprav je to malo znano in vse premalo upoštevano. Vsakdo mora imeti upanje tudi za svoje brate, tudi za tiste, ki zdaj morda sploh ne verujejo in se bodo šele ob smrti odprli za Boga in s tem za absolutno prihodnost človeštva, kakršno je omogočilo Kristusovo vstajenje. V nekem smislu mora kristjan upati za svoje brate, celo bolj kakor pa za samega sebe. Reči smemo, za posameznika ni čisto gotovo, kako se bo njegovo življenje izteklo, lahko tudi nesrečno. Za celoto človeštva pa bo zgodovina gotovo uspela, kot sem razlagal. Iste podobno velja tudi za cerkev. Nepremagljivost, peklenska vrata je ne bodo premagala, to je obljubljeno samo vesoljni cerkvi. Ne pa krajevni. Pomislimo samo na usodo krščanskih krajevnih cerkva v današnji Turčiji, torej nekdanji Mali Aziji in v severni Afriki, kjer je bilo cvetoče krščanstvo. To nam z vso zanesljivostjo jamči Kristusova vstajenska zmaga nad smrtjo. S to zmago je Bog človeštvu in svetu kot celoti izrekel besedo odrešenja, ki je ne bo nikdar preklical. Za posameznika je več ali manj skozi vse življenje še odprto vprašanje, ali bo dosegel cilj, ki ga je Bog namenil sicer vsakemu človeku, a ne brez upoštevanja njegovega sodelovanja z milostjo. Glede samega sebe se kristjan na tem svetu pač ne more nikdar povsem odpovedati sleherni prvini strahu, vsebovanega v njegovem upanju. Vendar pa takšen strah ne sme nikoli imeti v kristjanu prevladujočega mesta. Sveti Janez pravi, popolna ljubezen strah prežene. Brez dvoma na to kristjani premalo mislimo, vendar kdo neki more o sebi z vso gotovostjo trditi, da ima popolno ljubezen. Glede bližnjega je v tem pogledu nekoliko drugače. Zadaj za bratom, katerega srečujem, bo pravi, zares iz vere živeči kristjan vedno videl Sina človekovega, ki je za tega brata umrl ter vstal od mrtvih in pred očetom zanj prosi. Kar ste storili komurkoli, ste meni storili. Iz tega se hrani kristjanovo upanje glede svojega bližnjega in glede vsega človeštva. Nič več mu ne pride na misel, da bi le samo za sebe upal. Pravo krščansko upanje mora torej biti ne le individualno, ampak tudi skupnostno,
občestveno, še več biti mora nekako celo kozmično, vesoljstveno usmerjeno na dovršitev odrešenja ob drugem Kristusovem prihodu, ko bo vse stvarstvo preoblikovano v novo nebo in novo zemljo, kjer prebiva pravičnost in torej tisto, po čemer vzdihuje vse stvarstvo. V tem upanju mora biti nekako preseženo nasprotje med to stranstvom in onstranstvom. Po mnenju neredkih cerkvenih očetov tudi blaženi v nebesih še upajo. Upajo namreč na dokončno odrešenje svojih bratov, ki so še na poti k cilju. Na to knjiga Razodetja precejkrat namiguje. Italijanski pridigar Raniero Cantalamessa pravi, da v nekem smislu je upanje lastno tudi Bogu. Tudi Bog upa. O tem govori prilika o odpuščajočem očetu, o izgubljenem sinu. Oče, ki čaka sina, ki se razgleduje, ki opazuje, od kod bo morda prišel. To je Bog, ki upa na našo vrnitev. Obljubljena so nova nebesa in nova zemlja. Nova nebesa bodo nastala tedaj, ko bo zemlja prešla v nebesa, to se pravi v področje, ki je po sebi lastno samo Bogu. In to bo tedaj tudi nova zemlja, na kateri bodo nad vse osrečujočo Božjo voljo spolnjevali kakor v nebesih, tako na zemlji. Iz tega tudi vidimo, da pravilno pojmovano krščansko upanje ne beži stran od zgodovine, marveč vzdolž zgodovine nasproti koncu, ki je dovršitev. Zato teologija raje, kakor o koncu sveta, govori o dovršitvi sveta. Ne bo konec, Bog sveta ne bo uničil, pravi koncil. Tudi beseda, Pavlova beseda, zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, oziroma njegova beseda, ljubezen nikoli ne mine, daje koncilu temelj, da izreče čudovit stavek, da ljubezen in njena dela ljubezni ljudi na zemlji bodo ostala. Ljubezen in njena dela bodo ostala. Drugič, fatalistično popačenje upanja. Popačenje pravega upanja je dalje, če kdo misli, da upanje kristjane poziva naj držimo roke navzkriž in le nedejavno čakamo, kdaj se bo spolnilo to, na kar naše upanje meri. Pravo upanje se obenem resno in dejavno trudi za prihodnost, ki nam je obljubljena. Nemški katoliški teolog Johann Baptist Metz v svojem delu Teologija sveta takole piše o našem eskatološkem upanju. Krščanska eskatologija ni eskatologija pasivnega pričakovanja, za katero se svet in njegov čas zdita kakor neke vrste čakalnica, v kateri bi ljudje sedeli brezbrižno in zdolgočaseno naokoli, dokler se ne odpro vrata v Božjo govorilnico. Konec navedka. Saj vendar Kristus govori o talentih, s katerimi je treba vneto trgovati in kupčevati, da prinesejo obresti. In tu so poleg tako imenovanih pasivnih kreposti, kakršne so ponižnost, vdanost v Božjo voljo, potrpežljivost, potrebne tudi tako imenovane aktivne kreposti, delavnost, modrost in pogum. Prav danes nam je zelo potreben tudi resničen pogum, ki nas napravi sposobne premagati zlasti strah pred ljudmi, pred njihovim posmehom, prezirom in še marsičem drugim. Škoda, da tako radi govorimo o tveganju in mnogokrat tvegamo tam, kjer bi ne smeli in kjer večkrat niti ni kaj posebno težko, zmanjka nam pa preprostega, vztrajnega poguma tam, kjer gre neprimerno bolj zares. Krščansko upanje tudi ni zavarovanje življenja v tem pomenu, da bi se ne bilo treba nič boriti z notranjimi in zunanjimi sovražniki in ovirami, češ
Bog je obljubil, da nas bo rešil, ker je Kristus vstal od mrtvih in nad vsem zmaguje. Ljudje sicer tega največkrat ne izražajo izrečno, a vključno neredko tako mislijo. Pod pretvezo, da zaupa v Boga, se marsikdo večkrat vdaje neodločnosti in nedelavnosti. Pravi, da računa na Božjo pomoč, a ne vzame več v roke orientacije, usmerjanja svojega življenja v luči vere, ki je vedno tudi upanje. Domišlja si včasih, da živi v predanosti Bogu, a dejansko podlega psihološki brezbrižnosti. In ne pomisli na to, da Bog računa s človekovo svobodno voljo in z njegovim naporom. Glede marsičesa ni Božja volja, temveč samo Božje dopuščenje. In bi bilo drugače, če bi človek uporabil možnosti, ki mu jih Bog daje na voljo. Sveti Ambrožij zapisal: Božje dobrote se ne dajejo spečim, temveč čuječim. Čim bolj živimo od nezasluženega daru Božje ljubezni, tem bolj hoče Kristus od nas našega sodelovanja, da mu posvetimo svoj razum in svojo voljo pri iskanju sredstev, ki morajo uveljaviti razvitje tistega hrepenenja po popolni sreči, ki je v nas in v naših bratih. Po krščanskem gledanju je zgodovini sicer neovrgljivo zagotovljena poslednja uspelost, vendar pa je zgodovina odprta za naše svobodno sodelovanje z Božjo svobodo. Tako da bo končni rezultat zgodovine uresničen tem veličastneje, čim bolj vneto bomo z Božjimi darovi sodelovali. In na koncu še nekaj besed o evolucionistično-horizontalističnem pojmovanju upanja. Pojavlja se tudi misel, kakor da se bo poslednje naše upanje spolnilo preprosto z evolucijo, z razvojem, pojmovano optimistično. Češ da se ta evolucija stalno poganja v smeri k vedno popolnejšemu in da bo človek tako postajal vedno boljši in vedno sposobnejši za odstranjevanje zla, ne da bi se bilo treba opirati za to na Božjo pomoč, na Božjo transcendenco. Vse se bo odigralo na horizontalni črti človeških prizadevanj. Nekateri se za takšno naziranje sklicujejo na francoskega teologa, antropologa, jezuita Teilhard de Chardina, vendar ne po pravici. Teilhard de Chardin je sicer v nekaterih spisih, pač nehote, dal povod za to. Ni pa kaj takega nikjer izrečno učil. Še več, ponekod celo povsem jasno poudarja, da človek svojo dejavnostjo iz svojih lastnih sredstev in moči ne more doseči poslednjega cilja, na katerega meri človekovo dejavno upanje. Človeška zgodovina je odrešenska zgodovina dialoškega značaja, zgodovina, v katero sta vpleteni dve svobodi, Božja in človeška. In zadnjo besedo bo imela pri uresničenju absolutne prihodnosti Božja svoboda. Kakih novih evolutivnih katekizmov, kakršni bi se danes radi tu in tam uveljavili, si Teilhard sam ni nikoli zamišljal. Evolucionistično, horizontalistično pojmovanje upanja bi mogli označiti kot časni ali posvetni mesijanizem. Gradnja nebes tukaj na zemlji. Kakor da bi tisto, kar nam je obljubljeno na temelju Kristusove pashe, mogli uresničiti mi sami s svojimi močmi, opiraje se pri tem na neki naravni razvoj, kateremu naj pripomoremo k udejstvovanju svojo dejavnostjo, ne da bi bilo treba računati na Boga in na dokončni Božji poseg ob koncu časov. Tak svetni mesijanizem je stalna skušnjava pri določeni vrsti ljudi, medtem ko so drugi bolj dostopni za skušnjavo fatalizma, a oboje je zgrešeno. Svetni mesijanizem. Poznate tisto misel francoskega teologa, ki pravi, kadarkoli je človek hotel ustvarjati tukaj na zemlji nebesa, raj, brez Boga, je iz tega nastal pekel. Vemo, vsi zločinski
Vse zločinske ideologije 20. stoletja so protičloveške in protibožje, so bili v bistvu poganski mesijanizmi. Vse so imele svojega mesijo, krivega mesijo. Tisti, ki podlegajo skušnjavi horizontalizma in časnega mesijanizma, so preveč zagledani v golo učinkovitost v časnih in socialnih dosežkih. Popolnost krščanskega življenja radi sodijo po tem, kar je kdo vidno uresničil. To je časni mesijanizem, ki mora biti ekonomski, socialni, umetniški, politični, intelektualni. Seveda so vse te dejavnosti pomembne in nujno potrebne, toda kristjan ne sme biti v te stvari tako zagledan, da bi mu šlo v bistvu le za zunanji uspeh in bi se zgražal ter pohujševal nad Bogom, če morajo kristjani kdaj iti po poti kalvarije kot posameznike ali kot celota. Včasih tiči časni mesijanizem tudi v želji, da bi cerkev na primer sprejemala vsakovrstne prvine novih filozofij ali tudi skrajnih in nepreverjenih teologij in tako postala bolj učinkovita v narekovaju. Pri tem pa naj bi se nič ne vpraševala, ali je vse to še skladno z razodeto Božjo besedo, nad katero cerkev ne sme gospodovati, temveč ji služiti. V bistveno isto napako bi zašli, če bi mislili, da je odrešenska moč cerkve odvisna od zagrizenega vztrajanja pri starih oblikih in se ne bi zanesli na Boga, kadar nas po znamenjih časa jasno pokliče, naj se ne oziramo nazaj v Egipt. Zdi se, da tej skušnjavi popuščajo privrženci katoliškega tradicionalizma, katerega začetnik je po koncilu postal francoski nadškof Marcel Lefebvre, ki je ustanovil tako imenovano bratstvo svetega Pija X, ki še traja in je na veliko članov. Kljub vsem vabam, ki bi nas hotele spet potegniti k nekdanjim egiptovskim loncem, moramo pogumno in odločno usmerjati korake nasproti absolutni prihodnosti, v trdnem prepričanju, da tema ni temna za Boga in zato tudi ne za tistega, ki še v smrti pričakuje Boga, nič drugega kakor Boga. V njem pa tudi vse tisto, kar je Bog čudovito ustvaril, a še čudoviteje prenovil. Če povzamemo. Upanje kot temeljno človeško dejanje ni isto kakor cenena tolažba ob misli na boljšo prihodnost. Tudi ni isto kakor goli psihološki optimizem, ki si dopoveduje Bože bolje, Bože kako, ne da bi mogel navesti kak trden razlog za to pričakovanje. Krščansko upanje se opira na Božje dejanje, ki je neizbrisno zapisano v zgodovino, a obenem presega zgodovino in je obljuba tej zgodovini. Apostol Peter je na Binkošti govoril svojim rojakom: Jezusa Nazarečana, ki ste ga vi po rokah krivičnikov na križ pribili in umorili, je Bog oprostil bolečin smrti in ga obudil. Tako je naša vera tudi upanje v Boga. Upanje, ki ne osramoti. Kardinal Jean Danielou je v 2 stavkih označil izvirnost krščanskega upanja, ko je zapisal: upanje ni isto kot optimizem. Upanje je marveč zmaga nad obupom. Zmaga v moči vere v ustalega Kristusa. In je potrpežljivo čakanje na popolno uresničenje Božjega načrta. Vendar pa ne gre, kot smo rekli, tu za nedejavno čakanje, ampak za vneto sodelovanje pri uresničevanju načrtov Božje ljubezni glede vsega človeštva in celotnega vesoljstva. Upanje kot moč podeljujoča prvina človeškega življenja vnaša prihodnost že v sedanjost in že živi iz te sedanjosti. Upanje ne pomeni preproste sprave ali sprijaznjenja s sedanjim položajem, temveč je naravnost spopad s tem položajem, nasprotovanje sedanjemu položaju, ki ga mnogokrat tako boleče izkušamo. To zadnje velja za upanje sploh
Isto velja tudi za krščansko upanje. Le da je pri krščanskem upanju nekaj posebnega, izvirnega, edinstvenega. Krščansko upanje ima temelj ne v naših človeških zamislih in storitvah. To upanje temelji marveč v Božji obljubi za nas in za vse ljudi. V obljubi, kakršna nam je dana v ustalem, križanem in poveličanem Kristusu. V obljubi, ki je v poveličanem Jezusu iz Nazareta že nepreklicno dejanje in nevarljivo jamstvo, da se ne oprijemljemo izmišljenih bajk, kot pravi apostol Peter. Kajti nemogoče je, da bi Bog varal. V njem imamo svoje duše sidro, ki je varno in trdno, ter sega v notranjščino za zagrinjalom, kamor je šel za nas predhodnik Kristus. Tako pismo Hebrejcem. Pavel pa dodaja, da naš trud ni prazen v Gospodu in da nam naša sedanja lahka stiska pripravlja nad vso mero veliko, večno bogastvo slave. In naj sklenem z besedami Josefa Ratzingerja. Človek potrebuje večnost. Vsako drugo in drugačno upanje je zanj prekratko. Ni res, da bi mu večnost ukradla sedanji čas, ga izpraznila in naredila nepomembnega. Nasprotno, samo večnost mu v resnici podarja čas. Najusodnejša bolezen človeštva je občutje, da so mu ukradli nebesa. Če pozabiš, odmisliš, odstraniš nebesa, tudi zemlja postane prazna in človek zboli. Hvala za pozornost.